Pozdravljeni v majskem športnem kompasu. 5. mesec leta je, kar se športa tiče, izredno bogat, saj se v njem zaključujejo številna ligaška tekmovanja, obenem pa se začenjajo tekmovanja na prostem. V oddaji bomo spregovorili o rezultatih nogometašev Maribora, ki so še enkrat v nizu zablesteli v Evropski ligi. Do zgodovinskega rezultata so prišli rokometaši Maribora. Podobno lahko rečemo tudi za smučarko Tino Maze. V drugem delu športnega kompasa se bomo posvetili borilnim veščinam. Slovenski tekvandoisti nadaljujejo z osvajanjem medalj na najpomembnejših tekmovanjih. Sezono lahko uspešno ocenijo tudi v karate klubu Radvanje, ki velja za enega najbolj stabilnih tovrstnih kolektivov pri nas. Da se lahko vsak najde v borilnih športih, pa bomo dokazovali v noči borilnih veščin. Da se študentje v zadnjih letih manj gibajo, kot so se prej, niso krivi le sami, ampak tudi sistem izobraževanja, ki je telesno vzgojo potisnil povsem na stranski tir. Preden se bomo poslovili, se boste lahko na primeru Poljaka Vilka prepričali, kaj pomeni vztrajnost. Le ena zmaga več in lahko bi sezono poimenovali najboljša sezona v zgodovini kluba. V njej so nogometaši Maribora odigrali 56 tekem. Piko na i bi lahko postavili v Kopru, ko so se v pokalnem finalu pomirili z Gorico. A ne glede na drugo mesto v tem tekmovanju jim je oceno nadpovprečno dobra sezona prinesla Evropska liga, v kateri so se kot prvi slovenski klub uspeli uvrstiti v izločilne dvoboje. V državnem prvenstvu so uspeli maratonsko tekmovanje odločiti sebi v prid še pred zadnjim krogom. Obenem je bila sezona tudi nekoliko šokantna, saj so ekipo v njej vodili kar 3 trenerji. Ante sam nadaljuje tisto, kjer Dare se ustavil, in to je edina pravilna pot, kajti vsak klub bi naj delal analizo na koncu sezone, kaj mu je prineslo uspeh. Mi smo v teh sezonah seveda prišli do zaključka, da je to kontinuirano delo, eno delo, v katerem se ve tako model in strategija kluba in seveda posledično ekipe. In igralci to sprejemajo in seveda ni razloga, da bilo kaj menjamo, če glede na to, da se uspehi vrstijo. Občutki so fenomenalni. V tem trenutku bi se rad zahvalil igralcem, ki so naredili izjemno delo. Rad bi se zahvalil klubu, rad bi se zahvalil svojim sodelavcem in vse podpori ter na koncu seveda tudi navijačem, brez katerih tega uspeha ne bilo. Sezona bi se lahko obrnila tudi drugače, saj v spomladanskem delu državnega prvenstva vijoličasti niso ravno blesteli. Na srečo je ekipa uspela pravočasno spremeniti potek dogajanja. Par tekmec smo izgubili in smo dosti točke prednost v drugi. To za meni prednost naše ekipa je bloke, vsi skupaj, en pomagajo drugi, da na tak trenutku smo naredili korak naprej, ker vsi na slabem momentu, dobrim momentu, vsi smo skupaj močnejši in zato lahko vidimo rezultat tudi navijač. Slabi moment, dobri moment vedno navija za nas, support, motivira naša ekipa, zato smo danes zmagali. Nagrada za učinek je prišla tudi strani selektorja slovenske reprezentance. Katalnic je vanjo povabil Mertlja in Mileca, ki pa je moral udeležbo zaradi poškodbe odpovedati. To je kot super nagrado in kot super priložnost za novo dokazovanje. Je to le posledica dobrega dela v pretekli sezoni in sedaj me niti pod razum ne zanima tisti počitek. To bo že prišel, ko bo čas za to tisti slab teden, ko bo. Mogoče bo dobila z Martinom kakšen dan, dva več, ampak tudi to bo domisli že kmalu v novi sezoni, kajti treba je biti že na začetku sezone maksimalno dober. Evropa ne dopušča niti male rahnomiselnosti, tako da to so kot samo Južna Amerika doživljam kot nagrado in kot eno super dokazovanje. Razen Mertla bodo imeli ostali nogometaši na voljo 3 tedne počitka. Skupaj bodo znova 15. junija, ko bodo pričeli s pripravami na naslednjo sezono, v kateri je njihov cilj, da so še uspešnejši, kot so bili v pravkar končani. Celje, Velenje, Maribor. Takšen je vrstni red v moškem rokometnem državnem prvenstvu. Branikovci so za trud skozi sezono prvič prejeli medalje. Bronaste jih bodo spominjale, da postajajo vse enakovrednejši Celjanom in Velenčanom. Konec koncev so oboje tudi premagali. Kot zadnji, katerih doslej še niso zmogli ugnati, so jim morali premoč priznati igralci Gorenja. Sedaj se bodo karte nekoliko na novo pomešale, saj Maribor zapušča 5 igralcev. Kot rokometaš, okoli katerega se bo v prihodnje vse vrtelo, bo Hrvat Kaleb.
On je nek logični naslednik Mihe Zarabca tukaj. V teh pol leta je nekako spoznal sistem našega dela in bo mu tudi lažje v prihodnji sezoni potem prevzeti vajeti recimo srednjega zunanjega, kar bi lahko bila recimo nek problem po odhodu Mihe Zarabca, ki je sigurno odigral 2 vrhunskih sezoni v mariborskem dresu. Pravzaprav je vrhunsko odigrala kar cela ekipa Branika. Največja vrzel pa je nastala na mestu krožnega napadalca. Mi na mestu Pivota zdaj izgubljamo 2 vrhunska igralca, ki sta letos bila 4 leta praktično, ampak letos pa zdaj, zadnje pol leta pa skupaj v paru z Marinom Maričem, sta bila res strah in trepet vseh klubov, tudi Velenja in Celja v končni fazi. In mi je žal tudi Blaža, da odhaja v Velenje, ampak zopet taka odločitev. Ob omenjeni trojici klub zapuščata še Štefanič in Kodrin, a so vsi skupaj še vedno v tekmovalnem ritmu. Po končanem prvenstvu se bodo znova zbrali v začetku naslednjega tedna, saj se lahko zgodi, da bo moral Branik za sodelovanje v vseh ligi odigrati kvalifikacije. Moje izkušnje s študijem so take, da te to kar miselno utrudi. Moja ideja je bila ta, da bi delala nekaj drugega, tudi v glavi, da bi mislila na druge stvari, se ukvarjala z drugimi stvarmi, da bi s tem v bistvu napolnila novih energij, da bom potem v smučanju nekaj znova začela ali pa graditi ali pa ena razvedritev programa, kaj ne rečem temu. Tako da bom videla na koncu, koliko mi bo to vplivalo, mislim, da mi ne bo, ker bom kar hitro zaključila s tem, mi gre kar dobro in sem vesela in ponosna, da to lahko s športom v bistvu še univerzo končujem in to je res ena posebna stvar. V bistvu zdaj je trenutek, ko si res lahko privoščim te stvari. Andrej je malo bolj toleranten, tudi kar se treningov tiče in lahko kombiniram eno z drugim. Sigurno ob tem treniram, ampak se pravim, ne toliko, kot bom kasneje, ko študija ne bo več. Maj imam planiran za to, pa na poln s treningi. Koliko bom delala z otrocmi, ne vem. Kot sem rekla prej, je občinstvo, s katerimi bi najlažje delala, ker se da marsikaj narediti, ker so spontani in imaš takoj odziv na določeno stvar. Če si slab, ti povejo, če si dober, ti povejo. In to jaz zelo cenim in ne vem, a bom učiteljica, ne vem. Meni je bilo važno, da končam v bistvu to, kar sem si zastavila in to je bilo v bistvu končati študij razrednega pouka. Manjkalo mi je še nekaj izpitov do diplome in na tem delam zdaj. Jaz mislim, da Valerijo ima veliko izkušenj, da je človek, ki ve, koliko je ura. Ne vem, prijeten mi je bil na prvem treningu. Ne vem, kako bo zdržal naš program, ki je zaradi vseh disciplin zelo zahteven. Ampak prvi občutek v bistvu hitrih disciplin, ki smo jih testirali zdaj v Kavnertalju, je bil res super in Andreja se je z njim dogovarjal že lansko leto sred sezone, pa ni mogel priti, ker je bil obvezan drugje. In je prišel zdaj letos, dolgo časa ni bil v svetovnem pokalu, kar je vidno, si želi priti nazaj, ima ambicije in kot je omenil prej Andreja, je važno imeti ljudi ob sebi, ki imajo voljo in željo narediti nekaj. Ja, Andrej je v bistvu že več časa, tako sem rekla, kontaktiral z njim, sta v stikih že prej, ko v bistvu je bil v italijanski reprezentanci, je govoril veliko z njim in z Maurotom, tako da so ljudje, s katerimi je on v bistvu komuniciral, ker ne komunicira z veliko, ampak ima določen krog ljudi, s katerimi se je ujel in to je zelo pomembno, ker ta klima v ekipi mora biti. Meni je pa tudi super zaenkrat in verjamem, da bomo dobro sodelovali. To je bilo najbolj važno, da se je zgodilo letošnjo sezono, ker enostavno je bilo zelo pomembno za to, da smo se
mi razbremenili. Ta klima v ekipi, ki je nastajala, je bila vidna tudi navzven in ni štimalo in smo mogli nekaj narediti, ampak Mauro je končal dogovor in se je odločil drugače, zato danes ni bilo govora o tem. Govorili smo o ekipi, ki bo delovala naprej, in kar pa ne pomeni, da tisto, kar je bilo, nima važnega pečata na moji poti. Te iskrice ti dajo take stvari in to da gušt, ali kako se temu reče. To da eno energijo, ti da zadovoljstvo in vse te stvari sigurno vplivajo na tvoje delo, no? In je bistveno bolj prijetno, zanimivo, žgečkljivo, kaj naj ti še rečem drugega kot to. Slovenija si je v svetovnem tekvondoju izborila visoko pozicijo, saj na največjih tekmovanjih redno posega po medaljah. Kontinuiteto je na Evropskem prvenstvu v Manchesteru pričel Trajkovič, ki jo je skupaj z Aničevo nadaljeval na svetovnem prvenstvu v Puebli. Zato sta bila Ivan in Franka med najresnejšimi kandidati za medaljo tudi na Evropskem prvenstvu v Bakuju. A se je v Azerbajdžanu medalje veselil le Jure Pantar. Vsaka kolajna se šteje, pomembna je tudi Juretova kolajna, pričakovano, zasluženo. Nekaj smo več pričakovali od Ivana in Franke, ampak žal se je steklo tako, kakor je. Analiza dogajanja na Evropskem prvenstvu bo najverjetneje pokazala, da je osnova za uspeh primerna agresivnost. Nekateri najboljši so z njo prihajali do točk že na začetku dvobojev, nato pa razliko uspešno zadržali ali pa celo povečali do konca tretje runde. Na takšen način se je boril tudi Pantar. Ostali naši reprezentanti niso bili tako agresivni oziroma so bolj čakali na poteze nasprotnikov. Ko so slednji povedli, to se je praviloma dogajalo v prvi minuti zadnje runde, pa jim je na koncu zmanjkalo časa za preobrat. Je pa v Bakuju nekaj več kot 350 tekmovalcev ugotovilo učinke novih pravil. Te zahtevajo večjo aktivnost in zbranost pri določenih potezah, saj sodniki takoj kaznujejo vsako nepravilnost. Temu so bili posvečeni majski treningi. Slovenska reprezentanca je danes odpotovala na odprto prvenstvo Avstrije, ki ga bodo konec tedna organizirali v Innsbrucku. V njej je 15 tekmovalcev. Med njimi so tudi 3, ki so tekmovali na Evropskem prvenstvu in od katerih se v Avstriji največ pričakuje. To so Pantar, Trajkovič in Lemajičeva. Karate spada med borilne veščine, ki imajo v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Tudi kar se številčnosti tiče, je pri samem vrhu. Med 14 klubi, ki delujejo pod okriljem Karate zveze Maribor, spada radvanje med mlajše, saj šteje šele 16 let. Kljub temu je po številu članov med najmočnejšimi klubi v Sloveniji, saj pod Pekrsko gorco redno trenira 170 ljubiteljev karateja. Najbolj udarna je sigurno prva ekipa, in velik poudarek dajemo vedno na članske kategorije in to je tudi naša velika želja imeti enkrat vsaj 10 mojstrov v prvi ekipi, ki lahko kvalitetno delajo na treningih in tekmujejo na najvišjih tekmovanjih. Med cilji, ki so si ga zadali v radvanju, je povečanje števila mojstrov. V 2 letih želijo priti do dvomestnega števila. 3 dosedanjim se bodo, če bodo opravili polaganje, 15. junija priključili še 4. Tudi sama se pripravljam na polaganje za črni pas. Večinoma treniram tukaj v klubu, ampak tudi sama večkrat prijem telovadnico vaditi, ker črn pas je vseeno mojster in je potem potrebno vložiti nekaj več truda. O pripravah na polaganje. Takrat bo v telovadnici zelo živahno, saj se bo za višje pasove potegovalo več kot 100 radvanskih karateistov, so se na treningih posvečali ekipnemu državnemu prvenstvu, ki bo v nedeljo na Polzeli. Tam bodo radvančani tekmovali s kar 7 ekipami. To bo tudi priložnost, da se posamezniki izkažejo slovenskim selektorjem. Te želje že imam dalj časa, torej da bi prišel v reprezentanco in se udeležil tudi kasneje evropskih in pa tudi svetovnih tekmovanj in pa tudi še dosegel kakšne medalje tam. Kar se rezultatov tiče, so bili v zadnjih letih v ospredju Filip Španbauer, Maja Hercog in Jure Koren, ki so Slovenijo zastopali na evropskih prvenstvih. Sicer pa v radvanju niso usmerjeni le v tekmovalni karate, saj imajo močno tudi rekreativno vrsto.
Da lahko tudi invalidi polno živijo, dokazuje prispevek, ki so ga posneli poljski kolegi. Po tragični nesreči med tekmo v speedwayu je Rafal Vilk ostal paraliziran od pasu navzdol. Za aktivnega športnika in smučarskega inštruktorja je bilo to enako smrtni obsodbi. Kljub živčnemu zlomu se ni vdal. V nekaj letih je postal najboljši ročni kolesar. Dandanes ni le dvakratni dobitnik para olimpijske zlate medalje in svetovni prvak, ampak tudi vzor drugim športnikom. Z veseljem pomaga in sodeluje na dobrodelnih dogodkih. Pravico do fizične aktivnosti imajo tudi študentje, a so pri tem vse bolj prepuščeni sami sebi, saj po bolonjskem sistemu študija telesna vzgoja ni več obvezni predmet. Slabo desetletje nazaj smo se lahko v Sloveniji pohvalili, da spadamo med športno najbolj razvite države na svetu. Na to je nakazoval tudi sistem izobraževanja, saj so imeli ure športne vzgoje vsi, ki so bili vpeti v ta sistem, od osnovnošolcev do študentov. Pred največjo spremembo v sistemu študija, torej pred uvedbo bolonjskega sistema, je na Mariborski univerzi športno vzgojo obiskovalo 8000 študentov.
Ker danes tega predmeta ni več med predmeti rednega programa, nudi Mariborski univerzitetni športni center v dopoldnevih povsem drugačno sliko, kot jo je pred letom 2000. Kaj nudimo? Na policah je ostalo bolj malo. Včasih so bile to zelo lepo založene trgovine, da izkoristim to prispodobo, in študenti so imeli včasih v 2., 3. in 4. letniku neko obveznost, da so si nekaj izbrali. Na univerzi smo ponujali več kot 30 različnih športov, skupine so bile izjemno lepo obiskane, Univerzitetni športni center Levna Štuklja kot namenski objekt, ena velika pridobitev leta 1997 za šport na univerzi, se je takoj pokazal v tisti pravi luči. Praktično prva leta bi morali že začeti z gradnjo drugega, tako številni je bil obisk. Z uvedbo bolonjskega sistema se je začelo za šport na slovenskih univerzah neugodno obdobje. Obiskovanje športne vzgoje ni bilo več obvezno. Takrat se je pravzaprav začel ta postopek, ali pa so se pojavile dileme, kaj narediti s športom. Do tedaj je bil to del obveznega študijskega procesa, ki je sicer imel neke ure določene, vendar ni ta količina ur šla na račun samega kurikuluma, torej preostalega tistega bistvenega dela študijskega programa. Z bolonjsko prenovo pa seveda bi bilo potrebno športu dodati določene ECTS-e, ki gredo na račun vseh ostalih predmetov, in tukaj se je zataknilo. Tega večina fakultet pač ni želela storiti. Ko smo razmišljali, kako in kaj, kje so čeri Bolonje, se je nažalost izkazalo tako, da je barka športa nasedla, in to hudo nasedla. Mi smo imeli včasih 8000 študentov, danes niti enega več v nekih reguliranih programih. Z upadom študentov se je močno zmanjšalo tudi število pedagogov. Včasih jih je za šport na Mariborski univerzi skrbelo 14, danes so le še 4. Ti so sedaj osredotočeni na poučevanje športa kot izbirne vsebine. Da lahko podajo znanje, morajo biti doktorji znanosti. Problem je v tem, ker fakultete izbirne predmete pravzaprav ponujajo ali pa jih lahko uporabijo študenti šele v 3. letniku. V naših časih je bil šport v 1. Torej, ta prehod iz srednje šole, kjer smo imeli telovadbo, je bil zvezen, in zelo pomembno je, da študenti v začetku nekako že bi si ta vzorec nadaljevali, prevzeli, torej skrb za svojo kondicijo, za dobro fizično počutje, ki je še kako pomembno za tudi dober študij. Vemo, da v vsakem primeru, da telesna aktivnost na splošno zelo dobro vpliva na zdravje in tudi izboljša kakovost življenja, tako v telesnem kot tudi v družbeno-socialnem poziru. Vemo, da ugodno vpliva na kardiovaskularni sistem, zmanjša zvišen pritisk, zmanjša infarkte, na metabolizem, torej manj sladkorne, manj debelih ljudi, manj je recimo nekih malignih obolenj, ker je presnova boljša, potem manj obolenj gibalnega aparata. Na splošno tudi recimo sama boljša prekrvavitost, boljša koncentracija, smisel za učenje, tudi recimo mogoče odnos med posamezniki je pri športnikih malo drugačen. Na spremenjene pogoje so se v mariborskih fakultetah različno odzvali. Na Filozofski so študentom športno vsebino vrnili v obliki izbirnega predmeta šport in humanistika. S tem, kar počnejo, so študentje zelo zadovoljni. To, da naredimo nekaj za sebe, ker imamo itak preveč dela s faksom, in da se bomo bolj počutili. Šli smo bolj, ker nas je zanimalo, kaj nam ponujajo, ampak meni je super. Lansko leto te možnosti ni bilo, tako da to je letos prvič in skratka, imamo se fajn. V prostem času rad igram mali nogomet, tako da nekaj se dogaja skozi, tako da je super. Še pred kratkim je bila ideja o športu, o predmetu, ki bi se imenoval šport in zdravje. Na sosednjem Hrvaškem so to krasno rešili v Zagrebu, imajo v 1. in 2. letniku telesno in zdravstveno vzgojo, in jaz mislim, da lahko z neko novo vsebino populaciji, ki je drugačna od osnovne in srednje šolske, nalijemo dovolj kvalitetnega vina, da jih tako do konca malo zasanjamo in prepričamo, pa mislim, da to niti ni potrebno, da je telesna aktivnost sestavni del življenja.
vendar se moramo tukaj vprašati in tudi zakonodajalec se mora vprašati, ali je visoko šolanje še zmeraj vzgojni proces. Vkolikor ni in bomo dobili tudi jasen indic v tej smeri, potem lahko seveda se pogovarjamo o športu na univerzitetni ravni kot pač neki dopolnilni aktivnosti, kot o nečem, kar študenti delajo v svojem prostem času. Vkolikor pa dobimo jasen indic strani zakonodajalca, ki ga bo podkrepil tudi s finančnimi sredstvi, pa se lahko seveda pogovarjamo o neki bolj celoviti organizaciji športa za vse študente. Kaj pa potem, ko bo končal študij, bo pa takrat obležal na kavču, ne? Tako da, če v srednji šoli nekako nismo uspeli ali pa do mature privzgojiti tega vzorca, kako pomembno je, pa da se naslednji človek dobro počuti potem, ko je športno aktiven, potem je vprašanje, če lahko ta vzorec privzgojimo potem v času študija. Navezanost na šport in s tem na kakovostno preživljanje časa bi se moralo ustvarjati skozi celotno obdobje izobraževanja, torej tudi na fakulteti. Že zaradi tega, ker se športom kot izvenšolsko dejavnostjo, na katero sedaj najbolj stavijo na univerzi, ukvarjajo predvsem tisti študenti, ki živijo v študentskih domovih. Konec koncev je sistem izobraževanja, ki ga zagovarjajo naši strokovnjaki, v veliki meri soodgovoren za zdravje odraščajoče populacije. Bóg taką drogę obrał dla mnie, że mogłem poznać jedno życie, teraz pewnie mam drugie, jedną księgę zamknąłem, teraz pewnie otworzyłem nową, w której piszę, wydaje mi się, dosyć, nie wiem, kolorowe i naprawdę piękne rozdziały. Rafal Vilk je športnik, pozna oboje, stisko in zmago. Zdaj na vozičku, a mnogo let je preživel z vožnjo speedwayskega motorja. Po nesreči so zdravniki rekli, nič več speedwaya, nič več hoje. Rafal je verjel, da je v življenju včasih treba spremeniti le izhodiščni položaj. Presedlal je na ročno kolo in začel trenirati. Postal je svetovni prvak in osvojil 2 zlati medalji na paraolimpijadi v Londonu. Ve, da moraš včasih pomagati tako drugim, kot tudi sebi. Na pewno nie zostałem sam, bo jakbym został sam, to nie wiem, czy bym tutaj teraz siedział i czy mógłbym się cieszyć pewnie tak życiem, jak się cieszę. Także na pewno zostałem doceniony tą pomoc, doceniam ją i chcę się jakoś zrewanżować. Jak mogę, tak się jakoś rewanżuję. Może nie tym, którzy mi tak pomagają, ale mogę też innym to jakoś przekazać. Dążę do tego, żeby być jak najlepszym. Trenuję ciężko. No i oczywiście Rafał jest dla mnie wielkim idolem i patrząc na niego zmierzam na szczyt. Jest dużym bohaterem, dokładnie. Uczy, jak być wytrwałym. Pogosto Rafal več ur dnevno trenira sam, vendar še vedno rad kolesari v ekipi, še zlasti, če ekipa poskuša pomagati drugim. Zato tudi sodeluje na dobrodelnih prireditvah in spodbuja ljudi, naj se vključujejo. Trdi, da moč prihaja iz vere v lastne sposobnosti. Vedno znova pravi, da se je treba močno utruditi. Nekdanji športni trener danes vpije navodila lokalnim prostovoljcem. Pred nekaj leti je moral spodbujati sebe. Žrtvino življenje se po nesreči pogosto spremeni. Prevečkrat se zgodi, da izgubijo energijo in življenjsko veselje. Ko ni mogel več hoditi, je Rafalu vlila pogum druga invalidna oseba. Srečen si, da imaš roke. Jak pierwszy raz usiadłem na wózek i z bratem właśnie wyszliśmy na spacer, no i cóż, pewnie pierwsze łzy w oczach, nie? I tak sobie myślę, jak tak moje życie ma wyglądać do końca, że ktoś mnie ma wozić, nie? No to nie chcę, żeby tak moje życie pewnie wyglądało. Rafal ne mara besede invaliden, vozi tako hitro kot le zmore.
Čez ciljno črto hoče biti prvi. Po nesreči je zamenjal vozilo, ne pa tudi športne miselnosti. Inaczej są też postrzegane osoby niepełnosprawne gdzieś, gdzie no jeszcze myślę, że nie ma takich stereotypów jak u nas, że my generalnie to będziemy siedzieć w domu w czterech ścianach i nigdzie nie wychodzić, bo nie jesteśmy doskonali, bo albo się poruszamy na wózku, czy nie mamy nogi, a bezwzględnie jesteśmy taką samą częścią społeczeństwa jak inni i oczekujemy normalności, żeby nas normalnie traktować jak normalnych obywateli. Rafal ve, da si lahko le nekaj invalidnih oseb na Poljskem privošči aktivni življenjski slog. Invalidske pokojnine so nizke in profesionalna oprema je draga. Mnogo ljudi nima sanj, saj živijo iz rok v usta. Vendar pa so športniki invalidi postali prave zvezde, enakovredni zdravim in močnim športnikom. Na londonski paraolimpijadi so milijoni cenili njihovo odločnost. Sukces ma wielu ojców, porażka niestety jest sierotą, ale tak, myślę, że był to jakiś tam pewnie piękny okres w moim życiu, że faktycznie było mnóstwo ludzi, czy na trybunach, czy w ogóle dookoła. Teraz myślę, że Londyn też otworzył oczy, że ten sport faktycznie nie jest gorszy, że ktoś jeździ na wózku, czy nie wiem, biega o protezie, czy jest całkowicie zdrowy, to sport jest jeden, bo sport łączy i myślę, że to jest cała idea sportu, bez względu na to, w jakiej kto jest, nie wiem, pozycji, czy siedzącej, czy stojącej. Rafal Vilk je dokazal, da ni nujno, da vam nesreča spremeni življenje na slabše. Mojster je tisti, ki ima moč zmagati. V Rafalovem primeru je to tudi moč vere. Wierzę w Boga i dla mnie cóż by pewnie było życie warte bez Boga, bo pewnie byłoby puste i też pewnie musiałem jakoś do tego dojrzeć, do tego wszystkiego. Pewnie też osoby, które poznawałem w swoim życiu, jakoś mi pewnie też pomogły w tym, żeby właśnie zwrócić się, mówię, z tym wszystkim, co mam do Boga, powierzyć swoje życie i myślę, że tego nie żałuję, bo wiem, że to jest dobra decyzja w moim życiu. Zagotovo boste v prihajajočem mesecu veliko časa preživeli pred televizijskimi ekrani. Za tiste, ki ste pozabili, svetovno prvenstvo v nogometu je pred vrati. 12. junija se bo začel športni spektakel, ki bo doživel vrh s finalno tekmo, ki bo na programu mesec po prvi tekmi med Brazilijo in Hrvaško. Vmes pa se seveda znova srečamo v športnem kompasu. Nasvidenje.